počakaj še sem kakšno minutko, ker vemo, da prihajajo tudi Koprske univerze. Ne sliši se nič. Ne sliši se? Bomo počakali kakšno minutko še. Je z Koprske univerze. Ja? Vse so napovedani. Res. Slišala sem zaradi. Bomo kar začeli. Ja. Dobrodošli, lep pozdrav v mojem imenu in seveda v imenu vseh, ki bomo danes tukaj za to okroglo mizo razpravljali o vlogi eksperimentalnega filma v slovenskem kulturnem prostoru. Okrogla miza bo oziroma si je zadala nek tak cilj, da bi v nekem sproščenem dialogu ponudili skozi izkušnje štirih pomembnih avtorjev, tako v slovenskem kot v evropskem in mednarodnem prostoru, Jasmino Cibic, Marino Gržinič, Emo Kugler in Naškom Križnarjem, razmislek o stanju eksperimentalnega avantgardnega filma v Sloveniji. Želeli bi odpreti kritični in konstruktivni prostor za javno razpravo tudi z vami, študenti, strokovnjaki, tudi ljubitelji umetnosti in filma. Zakaj? Zato, da bi se na nek način danes pogovorili o njegovi vlogi v širšem kulturnem prostoru. Mi vemo, da gre za umetniško formo, ki nastopa kot pomembna protiutež komercialnemu filmu in odpira prostor za poglobljeno družbeno kritično refleksijo. A pogosto tako neugodno. Ja. Tega sem ugasnila. Aha, evo, to so. Lep pozdrav vsem, tudi iz Univerze na Primorskem. Najlepša hvala. Tako kolegom in kolegicam, tako zelo smo zadovoljni, da vas je toliko, da je kar dvorana tako živahna, to bo zelo zanimivo. Torej, imamo tudi nekoliko več časa, ker za nami ni nikogar, tako da se kar pripravite. Tako kot sem povedala, gre za umetniško formo, ki odpira prostor za poglobljeno družbeno kritično refleksijo, a pogosto ostaja zunaj obstoječih razpisnih okvirov in klasifikacij ter posledično na margini domače filmske produkcije. Ne samo v okviru filmskih produkcij, temveč tudi v okviru galerijsko-muzejskih produkcijskih
kako bi temu rekli, ne samo v okviru gre za investicije, ne, veste, ko gre za produkcijo, gre za investicijo. Ne. Tako, a kljub temu moramo morda samo pomniti, ne, da umetniški film v mednarodnem prostoru, spravi ne doma, ampak v mednarodnem prostoru, ne, predstavlja pomemben segment kulturne produkcije, se pravi tudi kulturne investicije v kulturo, ne, ki ga visoko vrednotijo vodilne institucije, muzeji in javne organizacije ter javne organizacije po vsem svetu. Ne. Tako, v Sloveniji se v zadnjem desetletju večinoma pozornost namenjala in usmerjala v komercialno filmsko in televizijsko produkcijo, ne, to je dejstvo, kar je tudi privedlo morda do točke, ko se tisti, ki se z umetniško filmsko produkcijo ukvarjajo, lahko legitimno sprašujejo po teh 3-4 desetletjih intenzivnega ustvarjanja, ali je morda napočil konstruktivni čas, da se o sistemski rešitvi namenjeni tovrstni aktivnosti sedaj lahko pogovarjamo. Jaz bi se, zakaj je pa to pomembno, ne, to veste, da je to pomembno tudi zato, da se te možnosti odpirajo in da se na vsak način ne izgublja talente po Evropi, ki bi morali tudi doma dobiti pravilno in ustrezno podporo. Tako bi se res na tem mestu danes zahvalila Festivalu slovenskega filma Portorož in predvsem Veroniki Zakonjšek ter direktorju Bojanu Laboviču, da sta predlog za odprto razpravo okrog tega sprejeli. Jaz sem ta predlog posredovala v funkciji direktorice Obalne galerije Piran, to je Pokrajinski muzej za likovno umetnost, ki pokriva žal samo področno službo na južni Primorski in to tudi ne severno Primorsko, tako da smo precej omejen pokrajinski zavod, ki se že 5 let ukvarja z podporo za realizacijo eksperimentalnih produkcij na polju sodobne likovne umetnosti, v katero seveda spada tudi produkcija umetniških filmov, katere si pa žal tudi mi z vsemi našimi energijami včasih ne moremo v celoti dovoliti. Okroglo mizo, kot sem povedala, z Jasmino Cibic, Marino Gržinič, Emo Kugler in Naško Križnarjem bova moderirala jaz, pa Matevž Jerman, skrbnik zbirke eksperimentalnega filma Slovenske kinoteke. In res se zahvaljujem še enkrat Festivalu slovenskega filma, da sva se tudi midva povezala, ne, tako, kako zanimivo je, da potem pa zaveš, da je nekdo tudi iz Primorske, ne, v pravem kotičku v Sloveniji, v pravi pisarni, ne, tako da res toliko samo malček, da razbijemo ta led, ne, bi tako uradno vam tudi predstavila sodelujoče. Naško Križnar, antropolog, etnolog, režiser, scenarist, vizualni raziskovalec in upokojeni znanstveni svetnik, ki je bil od leta 1966 do leta 1971 med drugimi tudi aktiven kot član avantgardne skupine Oho. Marina Gržinič je filozofinja, teoretičarka, profesorica, aktivistka in javna intelektualka. V svojem teoretskem delu se osredotoča na sodobno filozofijo in estetiko po modernizmu. Kot avtorica je skupaj z Ino Schmidt ustvarila številna videodela, instalacije in več videodokumentarcev ter televizijskih produkcij. Ema Kugler je samostojna umetnica, ki se ukvarja s performansom, z instalacijami, videom in gledališko kostumografijo. Deluje kot vsestranska filmska avtorica in je za svoja dela prejela številne nagrade doma in v tujini, med drugimi tudi Prešernova nagrado za življenjsko delo. Jasmina Cibic je slovenska umetnica, ki se ukvarja s performansom, instalacijami in filmom in živi in dela v Londonu. Uveljavljena je kot ena izmed najpomembnejših slovenskih sodobnih avtoric trenutno v sodobni umetniški praksi. Njeno delo pogosto raziskuje konstrukcijo nacionalnih kultur, njihove temeljne ideologije, politične cilje in uporabe, odnos med državo in posameznikom, pa tudi mehko moč umetnosti, zlasti arhitekture.
Tako, nekako sva si z Matevžem zastavila kot rdečo nit, pa ne rdečo nit tega prvega dela, ta pogovor na način, da boste vedeli, kako se bo to odvijalo, da se sprehodimo kronološko skozi določene izkušnje naših sogovornikov in da si tudi hkrati ogledamo neki zbor nekega slikovnega gradiva. Se pa v začetnem delu naše debate moramo ustaviti in ponuditi razmislek tudi z vašo pomočjo glede same definicije zgodovine in pomena tako imenovanega umetniškega filma. Matevž, tvoj mikrofon, ti predajam reči tega, veš? A dela? Se lahko probam, pa če ne? Najlepša hvala, Mara, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Jaz bi mogoče to diskusijo odprl z nekim takim malo širšim splošnim vprašanjem, se pravi o definiciji in pomenu te eksperimentalne forme in bi ga v bistvu naslovil na vse naše udeleženke in udeleženca. Skratka tako, vse bolj se zavedamo tega, da ima Slovenija definitivno bogato tradicijo eksperimentalnega filma, a se zdi, da je ta zvrst nekako od nekdaj se izmuzljivo izogibala tako definiciji kot samemu vstopu in umestitvi v slovenski filmski kanon, ker kot vemo, imamo recimo 3 monografije v zgodovini slovenskega filma in v njih ne najdemo tako kratkih kot ne eksperimentalnih filmov, mogoče z izjemo Daily News Francija Slaka, o katerem piše, mislim, da Brdlovec. Obenem pa vemo, da se je tukaj ustvarjalo na tem področju že od poznih 50-ih in tako naprej, ampak eden od razlogov, zakaj se mogoče ta zvrst ni nekako usedla v kanone, je tudi to, da dolgo časa nobena institucija ni skrbela za eksperimentalni film in tudi zaradi tega, ker je ta vedno nastajal v neki neodvisni produkciji pod okriljem recimo kinoklubov in potem se temu reklo amaterski film. Tako da poznamo več izrazov, ki so krožili skozi desetletja in to je recimo eksperimentalni, avantgardni, underground, umetniški film je tudi nek izraz artist film, ki se danes vse bolj uveljavlja. Če pogledamo mogoče malo širše v regiji, v času Jugoslavije recimo je v Zagrebu recimo obstajala teoretska šola, ki je nekako izmislila skovanko antifilm. V istem času so v Beogradu govorili o alternativnem filmu in tako naprej. V Sloveniji neke te teoretske podstati ni bilo, kar je mogoče spet eden od razlogov, zakaj smo se s tem šele danes zares nekako začeli resno ukvarjati. Tako da me uvodoma zanima, kako oziroma ali sploh lahko definiramo, kaj eksperimentalni film je. Oziroma, ali je to vrstni diskurs sploh konstruktiven in nujen. Tako da me zanima vaše videnje, kako bi sami definirali, ne vem, kaj je eksperimentalni film in kakšno vlogo ima v širšem filmskem prostoru. Mogoče začnemo pri Emi, pa grem. Zelo težko vprašanje. Naprimer, tudi moje filme označujejo z oznako eksperimentalni film. S tem, da edini eksperiment pri mojem filmu je, kako je film sproduciran. Ja, ker ni nič, ker začnemo z nič in potem gre vse na človeški pogon, prijateljski pogon in še nekaj koproducentov, seveda privatnih firm, ne. In naprimer ti so meni omogočili, da sem jaz sploh v življenju lahko karkoli ustvarila, ne. Drugače pa jaz uporabljam popolnoma filmski jezik. Znotraj ni nobenega eksperimenta. Mogoče je eksperiment, ampak jaz to ne vidim kot eksperiment. Je naracija, kako jaz peljem, ni zapisane zgodbe, ampak asociativni tok slik ti zgodbo pove, ne. V tem je moj pristop do filma drugačen, ne. Drugače pa popolnoma filmski jezik, tako ga uporabljajo tudi ostali filmarji, ne. S tem, da, ker vsi moji filmi se dogajajo v prostorih, ki v realnem ne obstajajo. So eni fiktivni prostori, da pa to ustvarimo, je pa CGI seveda, ne, pa rabiš pa tehnologijo, ne. Ampak res, tako da bi me zanimalo, kako ostali trije vidijo ta termine, eksperimentalni film, ne.
Ker po mojem bi bil eksperimentalen film, da jaz začnem čist z nečim novim. Ne? Ker v bistvu pa karkoli vidimo, so samo različni pristopi, ampak v bistvu kakega novoma pa noter jaz ne vidim. Ne? Oziroma, ker potem bi mogel ta eksperimentalni film rušiti vse forme filmskega izraza. Ga pa ne. Tako da po mojem bil eksperimentalni film tak, ki nikoli ni nastal in nikoli ne bo nastal. Ne? Samo fama okoli njega, to je pa zdaj bil eksperiment. Ja, evo Naško, ti predajam besedo. Sorry. Hvala. Ja, ko me je Veronika povabila na to srečanje, sem se kar ustrašil, zato, ker moje to udejstvovanje pri filmu, to je že, čakajte koliko, 50 let ali pa še več. In takrat so bile čisto drugačne okoliščine, ampak eno je pa sigurno to, da bi glede eksperimentalnega filma zelo podvomil, če je to upravičen izraz, namreč umetnosti ni eksperimenta. Eksperiment je izraz iz naravoslovja. Tam nek znanstvenik naredi neko formulo in potem v laboratoriju naredi eksperiment in če je eksperiment uspel, je bila formula pravilna, če ne pa ni bila. V umetnosti tega ne more biti. Jaz bi bolj govoril o iskateljstvu, ker vsak avtor najprej se znajde na terenu, da mora nekaj narediti in zdaj odvisno v kakšnih okoliščinah to dela. Če povem, kako smo začeli pri Ohoju, je bilo tako, kranjska skupina je bila izrazito večmedijska skupina. Bila je literatura, večinoma poezija, likovna umetnost, hibridna umetnost, recimo če je konkretna poezija in pa film. In tukaj ni bilo skupinskega dela. Bilo je to, da je vsak avtor v svojem mediju skušal nekako promovirati tisto osnovno misel, ki je takrat vladala pri nas, da je treba v umetnosti nekaj spremeniti, da ne more biti več tako, kot je bilo. Nismo spreminjali sveta, če bi mi nekdo rekel, bomo spreminjali svet, bi rekel adijo, ampak spreminjali smo pa gotov pogled na umetnost. In to je, za mene je bila to 8 mm kamera kvarc, ruske izdelave 2x8 in zdaj sem vse, kar sem se kot samouk naučil od gledanja filmov, sem moral zdaj aplicirati na to tehnologijo. Zato se mi zdi, pa tudi pri večini drugih eksperimentalnih filmov, tako imenovanih ali pa avantgardnih, ker sem jih kasneje spoznaval, je bil ta problem, da so bili omejeni tehnološko, produkcijsko, tako kadema je še zdaj tako omejena glede tega. In potem je bilo samo nekaj, kar je šlo izključno iz mene ven, iz moje dispozicije, tistega znanja, ki sem ga imel takrat. Poglejte, to sem tudi povedal Matevžu pri snemanju tega njegovega filma, da mi smo delali take stvari zato, ker drugače nismo znali. Primerjava z naivnim slikarstvom, recimo. Naivno slikarstvo popolnoma izpada iz akademskega nivoja slikarstva, ampak vsi se mu čudijo in ga hvalijo, ampak zakaj so ti ljudje prišli do tega rezultata? Zato, ker drugače niso znali. To je eno. Drugo je pa potem sprejem pri publiki. To je pa res problematično, ker večinoma so bili te filmi najbolj sprejeti pri ljudeh istega mišljenja, istega nazora, medtem ko v srečanju z drugo publiko na festivalih amaterskega filma je bilo že tako nekam čudno, kaj pa zdaj to, in potem so to uvrstili v tako imenovani žanrski film. To je bilo po direktivah mednarodne organizacije amaterskega filma. Žanrski film, noben ni vedel, kaj to pomeni, samo tam je bilo kot nek koš za vse take čudne izdelke, ki niso nikamor drugam spadali. To je moja izkušnja s tem eksperimentalnim filmom. Dobro, jaz bi zdaj, ne bom predolg.
Ja, prvič, hvala za to povabilo. Torej, jaz bi pa drugače povedala. Obrnila bi sliko in bi rekla, da je odlično, da uporabljamo vse te termine, avangardni, eksperimentalni, raziskovalni film ali še bolj bi bila natančna. Prihajam iz tistega obdobja, ko nismo toliko govorili o eksperimentalnem filmu, ampak v 80-ih. V Sloveniji tam 1979-1980 je v bistvu tehnologija in to videotehnologija v najbolj primarni, rudimentarni obliki. Ne vem, če si predstavljate VHS kaseto, danes v bistvu to tehnologijo prek novih medijev drugače uporabljamo. Ta tehnologija je odprla neko novo pot in je bila povezana z nekimi spremembami v družbi, ki so bili ključni tudi za dojemanje svetovnih produkcij. To je bilo v bistvu povezavi s punkom, z homoseksualno kulturo, različnimi gibanji, ki so se dogajali. Za punk ste verjetno slišali, tisti, ki ste mlajši. To se je dogajalo konec 70-ih, v začetku 80-ih in je bilo v povezavi z nekaj inštitucij, ki so bile vse off inštitucije, kot Škuc, Forum, Radio Študent, nekaj tega je še danes velja in v bistvu producira in je prisotno. In kar je bilo pomembno je to, da 80-ta v svetovnem pomenu, in mi smo vsi brali, ne, smo bili načitani, ker smo bili neki tip, kot so govorili, ne res filmski ustvarjalci v tem klasičnem smislu, je bilo več pozicij, ampak dejansko raziskovalci, ustvarjalci, ki so se zavedali pomena vizualne kulture. In video in eksperimentalni film, tudi 8-milimetrski, animacija, to je v bistvu dalo vse možnost premišljevanja. In mislim, da je eksperiment prava beseda, ker v bistvu, ko smo dobili to videoaparaturo in si na nek način si moral izumiti nov jezik. In vsaka tehnologija, pa tudi v komercialnem filmu, nove tehnologije, če gledate komercialne, recimo hollywoodske produkcije, vidite, da včasih tehnologija tudi pod najbolj pogrošnih avtorjih v bistvu omogoča, če nič drugega, sklicevanje na neko zgodovino. Plus, ni res, da nismo pisali smo, ampak problem je bil, da je slovenska scena bila tako rudimentarna v smislu analize. Jaz se spomnim, ko sem govorila z Slakom, ki nam je pomagal, za Ino sva delali film leta 1984, 16-milimetrski, ker smo v bistvu hoteli drugo formo naracije in se spomnim, sem se veliko pogovarjala s Slakom, Francijem Slakom in on je tudi na nek način, vedno je bil ta problem pisanja, ne, za razliko od drugih delov ex-Juge, ker smo bili ena država, ne, ni bila Slovenija iz Marsa poslana dol, tedaj je v bistvu bilo tako, da je ta sama praksa pisanja, analize filmov, od Robera Dorina naprej, bila zelo minimalizirana. In mi smo v bistvu, mislim jaz, ostali, ki so bili tudi slikari, delali to delo raziskave in pisanja, kako v bistvu brati dela. Jasno, imeli smo možnost, ker informacije so prihajale tudi prek množične kulture in video je bil izjemno pomemben. Vezal se prav na to, kar se je tedaj imenovalo ljubljanska alter ali subkultura, kar je bilo tudi omenjeno, in je ta video, če bomo do tega prišli, naredil kar veliko dobrih stvari za samo idejo eksperimentalnega filma. Mogoče končam in rečem, da v 90-ih je ta ideja, da imaš eksperimentalni film in da imaš video kot elektronski medij, naenkrat v bistvu zbledela. Stvari so postale skupaj in festivali, verjetno ste slišali Oberhausen, ki je najbolj znan in tudi prestižen, je leta 1994 prenehal zadeve sortirati na video in eksperimentalni 16-milimetrski, tudi 35-milimetrski, krajše forme, polurne ali 8-milimetrski. In naenkrat so stvari postale v bistvu povezane prav prek ideje česa. Nekega prevrata, bi rekla, nekega premišljevanja družbe na drugačen način prek gibljive slike. To je, bi rekla, point eksperimentalnega filma. V bistvu ti gre za ideologijo, ti gre za diskurs, ti gre za nek ideal.
tudi pri filmih, ne? Ali samo dokumentiraš ali delaš žanr, pa tudi včasih dober žanr je boljši kot eksperiment, če ta žanr v bistvu zna in pove nekaj o družbi, ne? Če pa samo, bi rekla, prazna forma, kar tega je bilo veliko in zato smo uporabili video, ker smo hoteli to prazno formo v bistvu presekati. Bilo nam je dost nam je bilo 1 ure gledanja, kako 2 pijeta čaj. Koga to zanima, ne? Hotel si v bistvu življenje, hotel si imidže, hotel si telo, hotel si seks, hotel si stvari, hotel si v bistvu življenje, tudi tisto, kar ni bilo, kar v bistvu film omogoča, ne? Imaginacijo, figuracijo. Nimaš tega tukaj, ampak v bistvu narediš prevrat v filmu, ne? Zato so režiserji, ne? Drugače so kaj? Script typerji, tega pa ne rabimo. No, to je ideja. Ja, čudovito, no, mislim, se slišimo. Kar težko je malo nadgraditi tole, no. Mislim, res, zelo zanimivo vas je bilo poslušati. In jaz bi se v bistvu pridružila tej nadaljevanju zgodbe, da se pravi, ko nekdo izhaja primarno iz umetniškega jezika in drugih medijev, znotraj filma pač iščemo mogoče neke druge načine grajenja paradigm sistema, ne. Se pravi, kot umetnica jaz sem se v bistvu inicialno začela ukvarjati z performansom in z inscenacijo nekih narativ znotraj avtoritativnih prostorov, se pravi parlamentov, Združenih narodov, se pravi prostorov, kamor publike nisem mogla pripeljati. In sem v bistvu do filmskega jezika nekako prišla skozi to zgodbo. In meni je nekako, se pravi, gre za res to nadaljevanje tudi nekega postkonceptualizma slovenskega, se pravi, če že govorimo o eksperimentih in tukaj potem lahko lepo navežemo na Lacana, ker mislim, da smo mu vsi nekako je del naše neke geopolitične tudi zgodbe. Je mogoče kot sodobni umetnici mi bilo vedno zanimivo to sodelovanje z to avtoriteto, se pravi delegiranje neke produkcije, nekega jezika in sodelovanja z, zdaj v našem primeru recimo jaz nimam producenta, delam z muzejem, delam z novo publiko in kako sam jezik filma lahko nekako investigiram na nove načine. Se pravi, ga lahko ustvarim tudi v primarni dokument in kot stališče umetnice pač mi to omogoča nek drug način iskanja, zato, kar je bilo tudi že rečeno, nekih notranjih idej in nazorov, ki jih pač uporabljaš znotraj celotne prakse. Je pa res, da ta slovenski prostor nekako nima, še zmeraj nima jezika, ne? Kako, kam nas dati, kam, v kjer predalček nas postaviti. In v bistvu tukaj gre potem za ta problem, kjer smo slovenski umetniki zelo navajeni na to, mogoče vaš sektor ni toliko navajen na to, da ljudje rečejo, mi pa tega ne razumemo. In zaradi tega recimo ne pridejo na razstavo, ne pridejo pogledati eksperimentalnega filma ali pač neke druge produkcije, ker se čutijo, da jim manjka orodje branja. Zdaj, tukaj je pa zdaj to glavno vprašanje, ne? Če vzameš neko knjigo, pa ti ni všeč, boš rekel, ok, pač mi ni všeč, boš šel po drugo, ampak zaradi tiste knjige boš mogoče prišel do tiste naslednje. In to je pač ta kulturni kapital, ki je izjemno pomemben, da ga vzdržujemo in da ga nadgrajujemo, ker če zgine, pač ne bomo do tiste naslednje knjige prišli, ne? In meni je super, da je tudi toliko mladih, ne? Ker to je zdaj v bistvu pač res vprašanje za vas vse, tudi zdaj, kako bodo te nove tehnologije se poslužile tega področja. In tukaj recimo mogoče ta naš sektor vseeno nekako pozicionira nek optimizem, ker pri nas pride do tudi preizpraševanja ne samo nekih VFX-ov ali pač česarkoli drugega, ampak do stvari, ki bodo začenjale izginjati zaradi produkcijskih stroškov in tako naprej. Zdaj, če jaz naredim film znotraj recimo Združenih narodov in delegiram vso to permisivnost in pridem noter kot umetnik z neko družbeno kritiko, je to zelo drugačna nastavitev pač te zasnove, kakor če zgradim set v studiu. In zdaj, če bom šla jaz delati z filmskim producentom, bo rekel, pa ti si nora, bomo zgradili set. Kot umetnici meni to pomeni vse, ker sem jaz uspela prepričati neko avtoriteto, da mi je dala dostop.
In znotraj tega potem lahko pridemo do nadgrajevanj, ki so potem lahko neke diskurzivne intervencije znotraj teh totalitarnih sistemov, v katere pač vsi verjamemo, da jih je treba enostavno začeti spreminjati in tudi se infiltrirati znotraj njih. Ne. Tako da ta mogoče nekak zasnova v bistvu te revolucionarnosti, tudi samega medija in mogoče pravzaprav neke kolonizacije, bom kar rekla tako, forme za neko osebno poetiko, je pač nujna, da se za njo borimo, ne, da pač ne odustanemo. In tukaj se mi zdi, da je ta eksperimentalnost pomembna, ker ne bo noben producent v to investiral, ker je rizična, ker je poker. Ali je poker z naravo, ali je poker z avtoriteto. Ne. In to je pač konceptualni nekak nastop, ki je pač zelo drugačen. In v smislu pač tega eksperimenta, zdaj jaz sem drugače v Angliji, v Angliji se uporablja termin artist moving image. Se pravi, ne film, ne video, ne eksperiment, ampak artist moving image. In kaj ta del, zdaj jaz ne morem reči, da vi niste umetniki, vsi smo umetniki, ne? Ampak ta termin so nekako Angleži pripeljali noter, da je dal nekako bomo temu spet rekli, ne, predznak branja, da so tudi druge stvari v miksu. Se pravi, da gre nek expanded film, da imaš potem zraven recimo, ne vem, knjigo, da imaš zraven razstavo, da imaš zraven instalacijo. In recimo jaz znotraj svojih projektov, ker zelo veliko uporabljam arhive, pa neke zgodovinske ready-made, se pravi politične govore in tako naprej, potem je vedno zraven knjiga, kjer človek potem lahko dostopi do dostikrat primarnih dokumentov. Najlepša hvala za te uvodne in dragocene poglede. Zdaj, ko sem se z Maro pogovarjala, kako zasnovati to okroglo mizo, sva nekako se odločila, da bi skozi avtorske prakse naših gost in gosta v bistvu naredili tudi nek prelet kronološki v bistvu nekih produkcijskih pogojev, recimo od 60-ih pa do danes. In tukaj bi se mogoče vrnil k Našku. Filmi skupine Oho so nastajali v poznih 60-ih, v začetku 70-ih. In to je bilo obdobje tako imenovanih kinoklubov, demokratizacije, recimo neke dostopnosti filmske opreme, filmskega ustvarjanja in tako naprej. Hkrati je skupaj s tem širom Jugoslavije nastala močna mreža festivalov amaterskega filma, kjer je bil tudi eksperimentalni film močno zastopan in recimo tudi skupina Oho je predstavljala svoja dela na znamenitem GEF-u v Zagrebu, spravi žanr film festival, kot so rekli takrat eksperimentalnemu filmu tam. Tako da mogoče Naško, kako bi orisali takratne produkcijske pogoje. Se pravi, tudi Oho so sodelovali na presečišču sodobne umetnosti in filma in tako naprej in odkot ste izhajali, recimo? Se mi zdi, da za razumevanje tistega obdobja na področju filma, amaterskega filma, ki je nastajal tudi zato, da bi naredil neko protiutež temu profesionalnemu filmu državnih producentov, je zelo pomembno bilo socialna baza avtorjev. Zdaj, za Slovenijo lahko rečem, da so bili to predvsem mladi intelektualci. Tudi v drugih delih Jugoslavije. To so bili ljudje, ki bi radi delali filme, tudi večje filme, tudi pri ustanovah, ampak niso prišli do tega, zato so delali na amaterskem nivoju. Ampak se mi zdi, da je samo v Srbiji nekako prišlo do tega, da so tisti avtorji, recimo Makavejev, Babac, Pavlović, ki so tudi izhajali iz amaterskih filmov, iz amaterske produkcije, da so uspeli to estetiko svojo ali pa svoje načrte potem prenesti v profesionalni film. Pri nas se to ni tako močno dogajalo. Zagreb je bil nekaj posebnega, ker žanr film festival je bil takrat, po moje, ena najpomembnejših ustanov, dogodkov, prireditev na področju sodobnega filma. In sicer Zagreb je veliko mesto in jaz sem že takrat nekako imenoval to, da je bil to nekakšen intelektualni film,
filmski eksperiment, urbani filmski eksperiment. Vplivali so pa na vse, tudi druge, vsi avtori, ki smo tam prihajali, smo se tam nekaj, smo se čutili domače. A ne. Drugače pa, ne vem, niti se ne spomnim kakšnih stvari. Kaj si že rekel za Matevž, še eno drugi del vprašanja? Ja, kako bi takratne produkcijske pogoje recimo opisali lahko? Ja, seveda, Marina je zdaj govorila o video obdobju. Mi smo bili omejeni na 8 in 16 mm film in to brez sinhronega zvočnega zapisa. To nam je delalo stalno velike težave. Jaz sem celo en film, ki sem ga dal na GEF, potem v zadnjem hipu sem jih prosil, če ga ne bi predvajali, ker niso imeli ustrezne aparature za tiste primitivne razmere, ko smo mi imeli in bi se popolnoma sinhronost podrla, tako da ni bilo mogoče ga niti predvajati. Drugače pa mislim, drugi avtorji, za druge ne vem, ampak jaz takrat nisem imel nobene želje, da bi s to svojo filmsko metodologijo vstopil v profesionalni film. Ni bilo nobene potrebe, zato ker je skupina Oho nudila eno tako, bi rekel, varno okolje, v katerem je to nastajalo in smo se sam po teh linijah smo komunicirali. Drugače pa res, kot je rekel Matevž, pogrešal sem, ki je pišal tale filmski kritik, zdaj sem pozabil ime, ki je pisal zgodovino slovenskega filma, je popolnoma izpustil te filme, pa jih je prišel enkrat pogledati, smo dali vse skozi, pa ni niti enega uvrstil v zgodovino slovenskega filma. Za razloge ne vem, ampak mislim, da je bila ovira v tem, da je bila ta miselnost na področju filma v Sloveniji tako močna, da to sploh ni prišlo v poštev. Jaz bi mogoče se tudi navezal na film, ki je zdaj, vidimo par stilov na ekranu. Gre za Naško, kot ste omenil, za neke vrste filmski katalog ohojevskih domistic, se pravi film Beli ljudje, ki pa je nastal za razliko od prejšnjih kratkih filmov v nekih profesionalnih okvirih. Takrat ga je produciral Svetozar Udovički, ki je bil producent neoplanta filma v Novem Sadu, ki je takrat odpiral vrata mnogim prebojnim avtorjem in ste že omenili recimo Makavejev, Želimir Žilnik, recimo Slobodan Šijan, in to so ljudje, ki so Karpo Godina, in to so vsi ljudje, ki so iskali iz te recimo amaterske scene in prišli v to profesionalno sceno. Recimo pri nas je tudi primer Francis Lak in tako naprej. Torej, takrat se je dalo še zmeraj in to, da so mogoče ti avtorji na nek način postali ključne figure jugoslovanskega črnega vala in tako naprej. Tako da si ta preskok je bil iz amaterske neodvisne scene takrat nekako možen, ne? Ja, no, zanimivo, da so nas najprej opazili v Novem Sadu. To pa zato, ker je prišel Žilnik s svojim filmom Zgodna dela v Ljubljano. Mi smo se takrat že poznali in so si ogledali tudi nekaj mojih filmov in sta takoj Udovički in Žilnik takoj ugotovila, da bi bilo to dobro, če bi oni bili prvi, ki bi omogočili tako produkcijo to vrstnega filma. In res, to je zelo preprost film. Scenarij je bil tako napisan, da se skupina ljudi se oblači v belo, pijejo mleko, živijo, ko pride sneg, pa priredijo festival, pa še par takih stavkov, par stavkov. In potem smo se usedli, nas je bilo scenaristov, pa smo kar določili nekakšen katalog dogodkov, smo naredili kot nekakšen seznam motivov, potem smo pa, moja dolžnost je bila pa potem, da to samo nekako damo neko kompozicijo, da bo vsaj izgledal, da ima nekaj rep in glavo. Bil je predvajan tudi na
v Oberhausenu na festivalu kratkega filma, ker je bila pač reakcija, se mi zdi, ravno taka, kot je bila reakcija na moje amaterske filme na naših festivalih. Edino par avtorjev je prišlo, pa se jim je zdelo, da je to nekaj novega. Jasno, tukaj je bila nesrečna okoliščina v tem, ker je bilo treba vedno razlagati, kaj je v ozadju tega filma. Ker takrat v svetu še niso poznali hoja, niso imeli predstave, čudili so se pa, da je to možno, da se sploh dogaja v Jugoslaviji. Hvala. Zdaj pa, če sledimo kronološki liniji, se ključen prelom zgodi konec 70-ih in naprej v 80-ih, ko so mlade avtorice in avtorji zaradi vse večje dostopnosti najprej super 8mm kamer in nato videa, so se nekako osamosvojili izpod okrilja te kinoklubaške produkcije in je to vrzel na nek način tudi zapolnila filmska videoprodukcija Škuc foruma, ki je takrat postal neko osrednje žarišče alternativne produkcije za različne avtorje in skupine in na to se jasno navezujejo tudi prelomna družbena gibanja in ljubljanske subkulturne scene. Se pravi, vprašanje za Marino, kakšne spremembe je takrat vneslo recimo delovanje Škuca na to področje? Mislim, delovanje Škuca ni vneslo nobenih sprememb, razen da je vneslo cela scena, ne, ker, kot sem rekla prej, punk, Škuc kot inštitucija, ki je tedaj se borila za prostore in je imela, kar je bilo pomembno, recimo filmsko sekcijo, spomnim se Bratka Bibiča, Bojana Žorge, ki so uspeli dobiti filme, ampak mi smo tudi delali razstave. Torej bil je nek skupen prostor. 80-ta so bila zelo specifična, Radio Študent, tako naprej. Ključ vsega je bil v bistvu ta ideja tega preloma z filmom oziroma idejo naracije, kot je bila v 70-ih. Zaradi česa, ker 80-ta, kot sem ponovila in prej sem že rekla, v 80-ih letih je prelom se zgodil radikalno na področju umetnosti. Umetnost, ki je bila prej ločena, in to ne zaradi Slovenije ali ex-Jugoslavije, zgodila se je v mednarodnem okolju, zaradi tega, ker je v bistvu umetniško tržišče, katerega tedaj noben pač ni reflektiralo, prišlo do nekega plafona v modernistični umetnosti. O koncu 70-ih so galerije bile totalno prazne in filmi, ki so se dogajali, s katerimi smo rasli, od Kenneta Angera do Warhola in tako naprej, ki smo jih gledali v Škucu, ampak to je v bistvu bila scena, so bili pa nek drugi svet, niso bili predstavljeni pač v kinih, oziroma so bili v kinih, recimo, če si šel, ne vem, v London, smo šli z avtoštopom, smo gledali filme od Makavejeva, ker pač teh filmov nisi mogel videti, ker so bili ključ za razumevanje, kaj se dogaja, mislim, kaj je ta črni val in tako naprej. Torej, ta nov izraz je bil pa omogočen prav z videoprodukcijo, ker film je bil in 8mm filmom in to, kar je ključ, so bila ta vprašanja, ki so se začela pojavljati, recimo, kaj je to politični film, kako v bistvu delaš, kako na nek način zabeležiš punk in v bistvu svet okrog sebe, kako se navežeš na vse te zgodovine. Stvar je mogoče zelo zanimiva kot od neko sklicevanje na Naškota, ki reče, zakaj tukaj v Sloveniji stvari niso v bistvu za razliko od Srbije, ali Hrvaške, ker je bila močna v bistvu interpretacija filmov, sledili so zadevam, pisali in tudi produkcija. Mislim, da je bil problem, vsaj teorija tako pravi in analize, da je slovenska scena bila izjemno formalizirana in je bila pod neverjetnim pritiskom, ali bi rekla ideološko zablodo nacionalne države.
In karkoli je bilo razumljeno kot alternativno, tudi Dorin, pa Slak, ne, Dorin je imel težave, naredil tiste omne in mamute ali kaj, in v bistvu to je bilo videno kot totalen udor v normalnost teh naracij, in ko se je pojavil video, ki je v bistvu bil pa povezan z družbenimi gibanji, ne? Ker vsaka tehnologija je vedno povezana z neko zadevo politično in družbeno. Se tehnologija sama nič ne pomeni, oziroma tehnologija pomaga za premišljevanje nekih možnosti. Torej, ko se je pač video pojavil, to in punk nasplošno in vse to, kar je bilo povezano z neko idejo, to nima veze z nami, ne? To ni del nobene zgodbe in zato ni bilo v bistvu interpretacij. Sodelovali so pa vsi, ne samo na področju filma, noben ni nič pisal, ekran je nekaj objavljal, večinoma je bilo prevodi francoskega Cinéma de Cahiers. Potem, ko smo se naučili francoščino, smo razumeli, da je bilo vse prepisano, ne? Kar se tiče produkcije, v domačem okolju ni bilo nič napisanega, v enem videu ni bil tekst, če ga nismo sami objavili, to da bo jasno, in če nismo knjige, in muzeji so delali z roko v roki, recimo s to idejo, nič ni bilo predstavljenega, šele pozneje so delali neke projekcije 80-ih, v resnici so stvar samo zaprli, so rekli, 80-ta, to smo mi, to je bil samo predigra, kot se reče, za ustanovitev nove države. In te stvari dejansko so ostale, danes ni, da se mi tukaj dobimo, je fenomenalno. Da se lahko sploh pogovarjamo, to je fenomenalno, čeprav je prepozno, ne? Ker danes v bistvu vse te zadeve imajo drugačne predznake in drugačne potrebe so tržišča in tudi, kot bo mogoče Mara povedala, te forme vizualne so zelo povezane tudi z inštalacijami, z galerijskimi prostori in same galerije več niso galerije, ne? Hočeš novo publiko, nove zadeve, ne? V glavnem, v tem smislu hočem povedati, nekaj videov so pokazani iz najinega dela z, recimo, z Ino Schmidt, kar se mi zdi pomembno, čisto kot ideja. Zadeve se kažejo od zunaj, da bo jasno. Mi govorimo zdaj samo o Sloveniji. V Sloveniji je nič, ne, ni teritorij je brisan, nobenih ne zanima, ne. Ampak v tujini je velik apetit po tej zgodovini, ne. Dejansko, zaradi tega, ker razumejo, ker ni možnosti progresije brez mehne forme, ali eksperimentalno, raziskovalna. Sam pri nas je to možno, ne? En dan se zbudiš in dobiš celo večerc. Porabiš 10 milijonov in film vržeš v smeti, ne? To je možno pri nas. Tega ni. Ti moraš imeti možnost v bistvu reka raziskovanja in dejansko so fantastični kratki filmi, ki jih zdaj proizvajajo, recimo znotraj GRFT, ne, ki pokažejo to moč, bila je pa suša celega obdobja. To je sama ideja. Bi se kar navezal na to, kar praviš, se pravi to neko raziskovanje in predvsem izkajoč iz kratke forme, iz eksperimenta in tukaj bi naslovil Emo, ki je prav tako začela, nekako si tudi ti izhajala iz tega obdobja zgodnjih 90-ih, ko si tudi ustvarila prvi film Hidra, če se ne motim. Eva Rorman je bila pobudnica. Mogoče bi malo več povedali, ne vem, o okoliščinah, ne vem, v zgodnjih 90-ih, recimo, nekaj si ustvarilo tudi pod okriljem RTV-ja, če se ne motim, je Toni Tršar takrat bil naklonjen, tako videu kot mogoče nekim netipičnim produkcijam, tako da mogoče nekaj več o tem, kako si leta 1993 recimo vstopila na sceno in začela s Hidro. Ja, jaz sem v tem kontekstu najbolj stran od arta. Sicer sem ljubiteljica arta in ga spremljam resno in z velikim veseljem in ljubeznijo. Jaz sem študirala ekonomijo, ne? In potem sem bila zaposlena na Radiu Študent, to je bila moja prva in edina služba. In tudi ta služba, tam je bilo super, sami fajn ljudje, odprti, ne? Progresivni, drzni. Mnogi so bili zaprti, ne? Od takratne oblasti. No in meni tudi to okolje mi je bilo preozko.
In sem jaz službo pustila. Ne. Takrat je bil direktor Andrej Drpal in je bil čisto šokiran, ne, zakaj pa zdaj na Andrej Drpal, ta veliki biznismen zdaj. Ja. No, eni so se malo spremenili, pol, ko se je oblast spremenila. Pa sem rekla, bo se še nihče ni od lakote umrl, bom že nekako preživela. In sem jaz začela šivati. Ker sem se že prej sama vse šivala, ker jaz ne prenesem, da bi šla iz trgovine in dala nekaj na sebe, kar nekdo drug napravil. Ne. No in potem sem šivala in delala skulpture iz usnja, zadeve take, da jih nihče ni kupil. In tako sem jaz začela delati performance. Bila sem pa že članica Škuc forum, ne, te bande, se nas ni bilo takrat veliko, ne. No in potem, to je bilo 85 leta prvič, ne. In potem sem delala otvoritev bienale industrijskega oblikovanja, ker takrat so pa oni malo zavohali, to je pa malo nekaj čudnega, ne, mogoče bi pa dali to za otvoritev, ne. In sem jaz delala Menhir, 1990, performance Menhir v stari elektrarni, tako da sem jaz prva vstopila v staro elektrarno, ki je bila zasuta z žaklji cementa, stare dile, no, v glavnem prostor poln svinarije. In grem jaz gor do direktora in rečem, če bi lahko mi tam noter en performance napravili, on kaj performance, to sploh ni vedel, ne, rekel, ja pa ne, kaj, to je vse polno, sem rekel, imam jaz ekipo. In takrat mi je Ana Monod pomagala, pa še drugi Škuc foruma, ne. In smo mi ti začeli čistiti in smo mi prostor čistili, vmes so prišli gasilci, ki se je tako kadili ven od tistega stoletnega prahu, so ne gasilski avto prišel, ne. No, v glavnem, po je pa bil ta, po izvedemo ta performance, Mankurt, performance Mankurt. No, in tam je bila pa Eva Rormanca, ki je bila ona pa članica videosekcije Škuc forum, ne. In pride k meni pa prav, Ema, dajmo mi to posneti, ne. Rekla, pa kom bi zdaj to posneti, jaz sploh nisem razmišljala, da bi zdaj film delala, ne. Če glih je film, je moja največja ljubezen, ne glasba, pa je pa film, ja. No, in potem seveda nismo več posneli, ker ni bilo, pač, meni se ni ljubilo, pa to je narejen, dajmo pozabiti to, kar je bilo, ne. No, potem je bil pa leta 1992, je imel pa Soros en razpis za nekaj ne vem kva, ne. In Eva mene kliče, da Ema napiši scenarij, bomo oddali, ne. Eva je pa že prej delala videa za Marta Kovačiča, pa za Ano Monod, ne. Sem rekla, Eva, si ti nora, kak scenarij, jaz pojma ne vem, kaj je zdaj to scenarij, ne. Takrat, če ni bilo računalnikov, nič, ne. In pol mi je toliko težila, da sem se jaz napravila iz stiropora tako misco, pa sem se v poslu vlegla, pa sem tam začela nekaj pisati. In tako je nastal ta slavni scenarij, ki ni bil noben scenarij. To je bilo pač tako, kot so vsi moje filme, kar nekaj ene dogodki, ki pol na koncu pa se le nekaj skupaj veže, ne. In mi dobimo denar. Ker sem bila 100%, da to kdo bi dal za to denar, ne. No, v glavnem, Eva je pa že takrat sodelovala, tu je treba pa res omeniti, ne, videoprodukcija Kregar. Tudi Marina pa Ina so tam, ne, z veliko pomočjo njih delala, sicer je bilo naporno, ampak v redu. V glavnem, oni so nam omogočili snemalno tehniko, tehnično osebje, montažo, postprodukcijo, vse zastonj. Tudi nula, zero. Ja. No, in pol mi gremo to snemati in se spomnim, ko smo snemali na, seveda so bile tako abstraktne oziroma tako, bi rekel, surrealistični prostori in lokacije, ne, tako jih je bilo treba napraviti. In potem sem se zamislila, da bi bil en hrib, tako, vedno sem imela spomin tole ilustracije Marlenke Stupice, to je mene zaznamovalo za življenje, ne. Hrib, gladek hrib, pa velike jagode, pa una punčka, pa to, ne. Jaz sem hotela tak hrib imeti, na vrh sem hotela imeti pa eno balerino, ki pleše kot avtomat. Tuf, 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 ne. No, okoli pa ogromne marjetice, v marjeticah pa dojenčki. No, potem sem iste marjetice izdelala iz parafina in stiropora, ne. Da smo jih tam postavili, ampak hrib, tak idealni hrib je bil pa na Žalah. In Žale, takrat so ta del delali za raztros, ne, prečudovit hrib gov, malene trave nekje bilo. Pa so še pa zdaj, pa so kupila seme,
pa sva travo sijala, da bo kaj zraslo. To je bila pa še mrtva zemlja, ko se še ni, ne, oplodila s črvi in vsem tem, kar dela zemljo plodno. Nič ne raste, nič ne raste. Potem sem enega prijatelja, pa sem rekel, bomo to zalivali. Potem sem enega prijatelja na žica, da je avto kupil, da je iz krematorija, da smo mi čez cesto pelali kabel, da smo mi tisto travo špricali, od trave nič. Pa se pa bližalo snemanje, zdaj hrib pa rjav. Pa sem nekaj bomo pa pofarbali. In sem šla jaz v Cinkarno Celje, delala pa te barve v prahu za zive barvati, ne. In so imeli ta zeleno farbo v prahu, so imeli pa v Mozirju. In jaz sem na prijatelju, jaz sem imela pa 2 dni cajta, da to se zrihta, ne. Sem nekaj, daj me ti pel, kaj sem na vozni, pa takrat je redko kdo od nas avto imel, ne. In grem me dej začel v Mozirje, iščem po tistem Mozirju, folk že spi, ker na vasi se gre prej spat, ne. Pa le najdeva tega vratarja, da nam je odprl. In potem dobimo tisto farbo in Ljubljano, drugi jutri pa kante za rože zalivati velike, ne, on je šlauf prinesel, ne, in smo mi tam farbo mešali in mi dve z Evo tam hrib farbava, sva celega pofarbala, je potrajalo dolg, ja. Pa pride pa eden od pokopališča, ne. Kaka farba? Sem rekla, to je biološka farba, to farba pa stropena, kaj hudič, ne. No, v glavnem, da skratim, tako sem jaz tole odpadla, ne, in na ta način vsa moja produkcija poteka, vsak film je pa bolj zahtev, ne. No, in ko sem jaz prvič pogledala skozi Zuhar, ne, dvojno doživetje, eno, to je moja ljubezen, drugo pa taka travma, tak grozen občutek, ker je okvir. Ker mi imamo periferni vid, 180 stopinj, in je tista scena izgledala čisto bogo, razumeš, tam ko tako vidiš, on hrib pa tisne. No, v glavnem, tako da, bi rekel, sladko grenko, ne, ja, to me je zaznamovalo, ne. No, in od takrat naprej sem jaz temu zavezana, ne. Je pa res, da, če gremo zdaj na produkcijske pogoje, ne, mi smo dobili, to je Eva takrat še zrihtala, ker Eva je bila moja producentka Škots Forum to je Eva Roland, ko zdaj je filmska producentka, do leta 1990, ne, do 2000. Potem sem pa jaz videla, da, ker producent pa ne dela na ta kreativni pogon, producent bi pa tudi kaj zaslužil, kaj je razumljivo, se dela, ne, tu pa nobenega denarja ni bilo, ne. Tako da sta potem z Evo 2000 končali, ne, čisto lepo prijateljsko in sem rekla, Eva, jaz nimam več, mislim, ker je zoprno, da skozi ti nekomu težiš, daj to, za nič, ne. No, to, ko si ti prej televizijo omenil, Menhirja smo dobili malo podpore od televizije, ampak to, ko bi rekel danes 5000 evrov, nekaj takega. Ja, pa studio, ne, se to je bilo, tehnična usluga je bila, ja. Kar sem pa, potem, ko sem pa začela na filmski sklad prijavljati, pa poglej pa za taj, ko sem že dobila Vesno, ne, takrat, če ni bila Vesna, ampak to nič ni veljalo, ne. Ker, ko sem jaz prijavljala, ko sem delala prijave, potem, ko je bila itak vsaka zavrnjena, ne, je na vsaki pisala, da ni dramskega loka, da karakterizacije tipov, da niso tipi okarakterizirani, kako vlogo ima ta, kdo je glavni, zaplet, pa sem rekla, saj jaz delam film o sleherniku, jaz nimam vlog, v nobenem mojem filmu ni vloga, so samo sleherniki, ki reprezentirajo, rečemo, politično moč, vojsko, ne, in te zadeve, ne. V glavnem, tako da vsi moji filmi so bili zavrnjeni, ampak smo mi na ta človeški pogon, ko sem ga prej omenila, in to brezmejno podporo VPK-ja, smo mi to delali filme, ki, če jih vidiš, rečeš, to je visoko budžetni film, ne, ja. Tako da, evo, da grem zdaj še na to bolj sociološko plat, ne, kaj se lahko zgodi, če se ljudje povežejo. In tega je vedno manj. Tako da to so bili še časi, ko je skupnost delovala, ne, in takrat je bila ta skupnost kar močna, ne, in nihče se ni spraševal denar, nič nismo imeli, pa smo se kljub temu fajn imeli in smo nekaj ustvarili, ne. Tako da ja, jaz sem dobila potem prvi denar
za film ta moj zadnji Človek s senco. In to film je pol na koncu je vreden čez milijon, ne, ko se sešteješ. Takrat je bil pa Jožko Rutar direktor in me povabi na zagovor, ne, tega scenarija strašnega, ko je mi itak bil tako čuden, da bolj biti ne more. So ga aktorizirali za dokumentarni film. Not pa sama fikcija. No, v glavnem. In jaz dobim 60.000 evrov. Vsi ostale pa 400 jurjev, 500 jurjev, ne. Pa jaz pridem na sestanek, rekel, Jožko, se ti hecaš. Ja, je rekel, toliko je tudi, se je pa zagovoril, toliko je ostal. O, pa sem rekel, jaz, mislim, še, kaj bom jaz s tem, ne? No, v glavne, pa je rekel, pa jaz rečem, daj ti malo več, mislim, pa to ne moram, mislim, da je smešno, ne? To še za kratek film je to malo denarja, ne? Pa je pa on rekel, s tabo se ne da pogovarjati, pa je šel ven. Jaz tam na filmskem skladu obsedim, ok, v redu se ne da pogovarjati, grem pa domov, ne? Pol čez neki cajt kličem, grem ponovno na sestanek, sva prišla na 90 jurjev, ne, 90.000 evrov, ja. No, tudi sem rekla, to ne bo šlo, ne. No, pol naslednje, pa sem čakala pa, jaz sem morala imeti pa pogodbo z njimi, ker drugače, jaz sem imela pa že snemanje pripravljeno, ker sem jaz imela nosečnico, ki je bila tek pred porodom, jaz sem rabila pa nago nosečnico, razumeš, ne. In jaz grem na Vibo, sem rekla, daj, se poznamo, vse to bo šlo skozi, ne. Ne, ti moraš imeti od njega pogodbo. In potem je ta Andrej na Vibi rekel, da on ima pa že zdavni pogodbe podpisane z vsemi zneski. To pomeni, seveda, ne, ti film, ta kvazi art, to nič ni vreden. On ne bi smel pred denar razdeliti, ko sta zadnji, ki se je prijavil, uskladi. To je bil ostanek. No, potem sem jaz prišla na 110.000 evrov, ne. No, tako da, jaz upam, da se to kaj spreminja, ne, ampak res, prvič je to, jaz bi veliko vprašanje postavila na komisijo, ti, ki to berejo, razumeš, a grejo kdaj na kak koncert, a grejo kdaj na kako razstavo, ali kaj pa berejo, razumeš, samo zgodba, ata, mama, hiša, kritični. Ne, Bom res, jaz mislim, komisija. malček, tako mislim, da bo to konstruktivno. Ne? Mislim, prav tle ta problem, ki si ga ti odprla, ga bi jaz pol prenesla, če dovoliš, tudi na vprašanje, na nek tak razmislek povezan z delom Jasmine Cibic, recimo, ne? Pa da ne govorimo o tem, da sem imela to krasno priložnost nekaj let nazaj, da delam tudi z Marino in da naredimo večje produkcije tudi na Poljskem in tako dalje. In da omenim, da je ta zdaj eksperimentalni film, tako smo ga v tej vlogi naslovili v tem naslovu, ne, ampak jaz sem že skozi prej govorila o umetniškem filmu, prav zato, ker tudi sama ne vem, kam to dejansko postaviti, pa bi se pripisala k angleški definiciji prej, ne, se mi zdi, da je to nekako, mislim, pač način, kako oni to imenujejo, malo širše, ne, zakaj? Predvsem zato, ker se večina od te produkcije, ki je kako bi rekla, ne, izven nekih določenih okvirjev, ne, da se vsaj od 70-ih oziroma sigurno od sredine 80-ih dalje, ne, tako kot smo videli, predstavlja, ne, tudi v galerijskih in muzejskih prostorih. In v teh prostorih, se pravi v prostorih, ki so načeloma namenjeni predstavitvi tako imenovane, tudi tle imamo problem z definicijo vizualne umetnosti, ne, pa da ne povemo, da ne govorimo o dejstvu, da v slovenščini moramo nekako uporabljati besedo likovna umetnost, ne, kaj to pomeni, to so sam slike na steno v 21. stoletju, razumete, tle imamo ene velike težave, ki so težave, tako kot ste vi na začetku prej izpostavili, jezika, ne, hkrati so tudi to težave branja teh artefaktov, ne, dajmo jih tako potem klicati, ne, če nimo druge, ne, to se gre za produkcije z silno vrednostjo umetniško, ne, tudi za naš, kako bi rekla, kulturni prostor, ne, za našo pripadnost kulturno, ne, da ne bomo govorili o kakšnih nacionalnih pripadnostih, ne vemo, da je to vse en tak ideološki konstrukt, ne. In Jasmina, ti se kar s temi zadevami kar 20-15 let sigurno intenzivno ukvarjaš, ne, da ne govorimo o tem, da se prav z vzvodom, da si tudi na nek način zaslutila, kako
so umetniške in muzejske mednarodne ustanove tako, kot sem prej na začetku v uvodu povedala, kar močno podprle v mednarodnem prostoru to vrstno ustvarjanje. Nekako z vsako produkcijo, pa vedno bolj zapleteno je, ne, v zadnjih časih, ne, ker zmanjkuje tudi financ, ne, dejstvo je, da je recesija, ne, če pa se tega ne povemo, ne. In da se potem te sestavljanke, kako priti do financijskih virov in kako jih sestaviti, zato da te projekte, kot so recimo tvoji, ne, ki predpostavljajo, da se stvar ne dela v studiu in da se stvar recimo seli v arhitekture, morda v ZDA, kot si sama omenila, ne, v zelo visoke, nedostopne, ne, United Nations, to so nedostopni prostori, ne, se spomnim. Tudi kako to ni, ne samo lahko, ampak jaz razumem, da je to preboj konceptualni, da to ti dosežeš in da prideš tja notri, ne. Neke vrste boj z avtoritarnostjo in boj z birokracijo je dejansko, tako kot je prej Marina rekla, ne, vse bolj problematičen, zato ker ta stavek, to nima veze z nami, ne, ki prihaja strani politične oblasti, oziroma tistih, ki to moč, in ta moč se meri seveda v sredstvih, ne, ker te figure se spreminjajo, ne, ampak sredstva so tam, ne, skratka. Gre dejansko za politično moč, ne, ki nima obraza, ne, čeprav se sam za trenutek skriva za nekim imenom, ne. Je tukaj res, ali je to, mislim, a se kaj spremenilo, Jasmina, ali glede na te tvoje izkušnje, da samo omenim, ne, se pravi, konstrukcije financijskih produkcij, Centre Jean Pompidou, pa Berlin Biennale, pa MoMA, pa Ludwig Museum Budapest, pa tu pa tam kakšna slovenska ustanova, ki mislim, da z manjšo, s to človeško podporo, ne, recimo funkcionira in z velikim številom severnoameriških muzejev, ne, ki so v zadnjih letih nekako, kako bi rekla, podprli te tvoje nadčloveške napore, ne. Tako da bi te vprašala, no, kako težko je izpeljati take produkcije. Ne? Mislim, jaz bi mogoče šla en korak nazaj, če smem. Pa v bistvu, ne vem, mogoče zadnja leta se zelo ukvarjam z vprašanjem publike. Ne? Se pravi, publika, a mi dejansko smo tukaj vsi kulturni producenti, ne? Na nek način, kulturni delavci, kulturni producenti, mi smo pač tisti content producers, ki nekaj dajemo ven. Zdaj, za koga in zakaj? In v bistvu zdaj, ko pridemo do tega vprašanja mehke moči pa državnega financiranja, ne, je tukaj pač to vprašanje zelo, zelo pereče v smislu, a damo sistemu tisti message, ki ga sistem hoče, ali ga lahko promotiramo. Ne, sej pač na koncu zelo simpel zgodba. Ne. In v bistvu mogoče spet tudi ta krasna grupa tukaj, ne, so mogoče res en ta krasna ilustracija te rezistence. Ne. Kaj to pomeni konstantno permutirati sistem in mu dajati druge odgovore na ista vprašanja. In mogoče ne, je tudi ta perverzija pač tega vprašanja mehke moči, se pravi kulture, filma, umetnosti, slik, in kako v bistvu pač ideologija izrabi vse nas, da igramo njeno igro in kako lahko to v bistvu začnemo mogoče na nek drugačen način aktivirati. Ne. Se pravi, jaz sem pač res tudi tako kot pač večina tukaj, ne, nikamor nekako ne pašam in dostakrat je tudi tako, da potem ljudje ne vejo čisto kaj z mano narediti, ni jezika, ni recimo ni galerij, kar se tiče recimo komercialnega sektorja. Jaz sem spravil z nekega teritorija vzhodne Evrope, ki trenutno nima vojne. Se pravi, je to za nek sistem umetnosti, ki je enostavno živel na geopolitičnem egzoticizmu, zdaj pa se. In zdaj, kaj kot avtor narediš, ne? A se s tem igraš, a to na nek drugačen način uspeš zapakirati, ne? Zdaj, kaj jaz sem že omenila to, ne, to famozno paradigmo sistemov, ne? Jaz sem mogoče malo s tem obsedena, ampak jaz sem od svojega 17. leta že v tujini. In mi je bilo zelo veliko do tega, da sem nazaj v Slovenijo nosila produkcije, ki so pač rasle, ne, kot to nekako vsak kreativc naredi, ne, oziroma si želi narediti.
In jaz sem pač potem na ta način delala, da sem najdla inštitucije, muzeje, arhive iz zelo različnih zgodb. In sem delala neke delovne skupine, kjer so pač nekako ljudje potem prišli, pa inštitucije skupaj z tistimi nekimi assets, ki so jih imeli. Ali je bila to neka delegacija s prostorom, ali so bile finance. Ampak v bistvu, kaj ti to naredi zdaj, tudi tako ne, jaz pač kot umetnik, jaz pač moram biti lastnik svojega filma. Se pravi, tudi tukaj pa pride do tega problema, da ne moram v bistvu imeti nekega producenta. Imam lahko muzeje, ampak in tudi tukaj je to pomanjkanje pol teh form, ne. Recimo, kar se samega državnega financiranja tiče, recimo v Angliji je Film London, ki ima oddelek za Artist Moving Image, Flamin. Jaz sem recimo z njimi sodelovala. Se pravi, oni so enostavno vzpostavili sistemsko delovanje, da lahko umetniki delajo z različnimi muzeji. Se pravi, jaz sem veliko delala recimo z muzejem Jugoslavije, z muzejem Štuki v Vudžu, z Film Londonom, z muzejem te sodobne umetnosti v Lyonu. Se pravi, vsak je imel v bistvu neko drugo legalno entiteto, ampak smo jih nekako skupaj tako zložili, da je zadeva tudi na papirju financirala. Zdaj vsi vemo, da je blazno težko denar dobiti. Vsak ima neko tragično zgodbo, ne. To je v bistvu, mislim, ja, je nekak output, ki je pač deljiv, ampak meni se zdi, da je pač pomembno, da se pač pogovarjamo o tem, kako to popraviti. Jaz pač ne maram jamrati, zato to so vsi naši problemi so problemi prvega sveta. Če smo se pač mi odločili delati film ali pa pač, ne vem, sliko, pač to je naša odločitev, ne. In tukaj se mi zdi, da je pač ta svoboda, ki jo imamo, da potem formuliramo zadevo na tak način, da naredi nekaj za nas, da je ta pravzaprav nek recept za prakso in da je pač, kar jaz verjamem, pač ta nadgradnja tega kulturnega kapitala. In tudi zato mi je bilo zelo veliko do tega vedno, da sem vračala projekte v Slovenijo, ker jaz sem konec koncev sem produkt tega našega prostora, ne. In nažalost pač naša država je zgodovinsko problematična s to mehko močjo ali pa zavedanjem mehke moči, ne. Kaj zdaj mi prinesemo, ne, pač nismo športniki, ne, a gre naš produkt ven, kdo to vidi in pa spet pridemo do publike, kjer sem začela. In to je pa zdaj vprašanje pač ideologiji pač sodobnega stanja, ne. Ali damo publiki to, kar hoče, ali to, kar rabi. In tukaj je pa zdaj pač, ne, sploh pa na vas tam mladih, ne, da postavite nam ogledalo, ne, pač da nam poveste, a smo mi kaj doprinesli, pa a smo kaj premaknili. Zdaj pa, kar se pa sodelovanja tiče, bi pa tudi jaz rekla, no, da je Slovenija, mislim, zdaj pa čisto pragmatično gledanje, Slovenija je fenomenalna v smislu dostopov. Jaz recimo po faksu sem prišla na letališče Brnik, potrkala na vrata, preka, bi mi vi dali letališče, da jaz naredim umetniški projekt. Prosako, ja, zakaj pa ne? In ta accessibility je fenomenalen. In kar se tiče pa samega sistema tudi, ne, je pa to, da je pač zelo veliko snemanja reklam tukaj. In zdaj ta povezava, ne, med to pač tem privatnim kapitalom, ki prihaja in mogoče nam, ki pa lahko nekaj drugega na nek drug način ponudimo, ne, je pač nek tavšem se lahko zgodi. Ampak to spet, ali to gradiš na nekih osebnih zvezah, pa ne, vozaš otroke v živalski vrt, pa delaš torte, ne, ali pa to, ne, povabimo pač ministrstvo na pogovor, dejansko, pa rečemo, čakajte malo, a bi se mi spomnili kaj bolj, ne, pač formalnega. Ker recimo Francija ima ta krasen sistem, da ko ti prideš do nekih določenih dni, kot, ne vem, snemalec, kot pač kdorkoli, ki je zaposlen na kjer modelu filma, imaš potem ti nekih par dni ekstra, ki jih lahko porabiš na umetniškem filmu, ki ti bo pa država doplačala v tisto tvojo malho za social security pa tako naprej. Tako da so sistemi, no, to hočem reči. Mislim, to si ti ta seznam enkrat meni dala, ko smo se pogovarjali o teh, kako naprej, ne? Skratka, ne, kaj se narobe, ampak super je, ne, se pravi, dobro je, ne, hvala, da smo danes tukaj, ne, to je dobra novica, ne, pa ne zato, ker bi se v ta filmski moment usedli, ampak zato, ker je očitno napočil čas, da se tudi v našem prostoru začnemo pogovarjati o tem, kar imajo morda druge države že in kar se ne usede v te že ustaljene agencije ali pa sklade in tako dalje, ne, se pravi, ti si enkrat meni dala tale super seznam iFilm Museum na Nizozemskem, Fondazione Between Art Film Italia,
Centre Pompidou ima tudi en del, ne, to, kar si prej omenila, Flamin film London, pa TIFF Bell Lightbox, ne, potem smo dodali še Lux Scotland, pa CTM Festival in Transmediale, seveda, poleg tistih že omenjenih prej. Ne. Tako da mislim, da je morda tudi kakšen format agencije, nečesa, kar se ne ukvarja samo z infrastrukturo, z kuriranjem infrastrukture, renovacijo infrastrukture muzejske ali pa organizacijo velikih eventov, ampak se dejansko potem posveča podajanju podpore v sami produkciji, ne, to, kar je pomembno, ne. Je to mogoče ena smer, ne, to sva se pa tudi midva pogovarjala, ne. Ampak smejo jaz eno statistiko povedati, ker jaz ten projekt delam, pa sem malo statistično obsedena. Kar se tiče podpor Ministrstva za kulturo, ne bom imenovala, za katero inštitucijo gre, eno izmed slovenskih galerij. Vsak obiskovalec, ki pride skozi vrata, ga država podpre za 150 evri. Mogoče izkoristimo kar to istočnico za še eno zadnje vprašanje za vse, pravzaprav, ker zdaj, ko govorimo o nekih primerih dobrih praks, recimo, ko smo ta seznam prileteli, pri nas, recimo, na Slovenskem filmskem centru obstajajo 3 stebri financiranja produkcije in razvoja filmov, in to so igrani film, dokumentarni film in animirani film. Eksperimentalnega tukaj ni v nobeni obliki ali pa pod nobenim drugim terminom, čeprav poznamo že pri sosedih primer dobre prakse, recimo Havc ima posebej razpis za eksperimentalni film in hrvaški kratki in eksperimentalni film sta v odlični formi, tako doma kot mednarodno. Torej, pri nas, če pa želiš prijavljati eksperimentalni film, ga moraš vedno nekako zapakirati v neko hibridno formo, nekako iznajdljivo slalomirati in potem upati, da bo komisija recimo prepoznala v tem nekaj vrednega podpore. Tako da me zanima mogoče kot nek končni sklep, bi vsakega vprašal, a imamo tukaj mogoče neke konstruktivne primere ali pa mogoče neke poglede na to, kaj bi avtorji rabili in kaj znotraj mogočega, mogoče predloge, kaj bi se dalo spremeniti. In apel javnosti, če ima kdo komentar ali pa vprašanje, ste vabljeni. Jaz sem prej govoril o preteklosti in to je zame veliko nelagodje, ker tisto obdobje je popolnoma nereflektirano. Medtem ko zdaj tukaj, če se spoznavam s to prakso, ko je Matevž govoril, pa drugi, pa ima produkcije v Sloveniji, jaz mislim, da je problem tega tovrstnega filma, ki ga niti ne znamo dobro definirati, nismo ga še dobro definirali, klasificirali, to je pomembno. Je 3 stopnje bi mogli, najprej klasifikacija, o čem sploh govorimo. O čem govorimo, ker že tukaj na tem razgovoru se je pokazalo, da govorimo le o različnih produkcijah, o različnih metodologijah. Potem druga stvar je produkcija, to, kar je zdaj Matevž načel, da se razmisli, kako to spraviti v sklop tega, kar govorimo, slovenska kinematografija. Kam sodi to, kar še ne vemo, kako se imenuje, ampak vsi vemo, zakaj gre. To je produkcija. Tretja stvar je pa po moje pa prikazovanje. Ker, a veste, Marina je bila zelo ostra, filmi grejo v predal za 10 milijonov, pa grejo v predal. Tukaj bo tudi nastopil problem, ker po moje ni dosti, da bi ga predvajali samo enkrat na festivalu, razumete, ali pa na kakšnih takih manjših projekcijah. To bo treba tudi urediti, na kakšen način pokazati, kako se to distribuira, tako da bo kompletna slika. Zato mislim, da bi bilo treba kar narediti eno tako raziskavo tega problema z več avtorji, ki bi in v zgodovino te vrstnega filma in možno situacijo v današnjem času, primerjava, kako imajo to v tujini narejen, in potem se lahko pride kamorkoli s tem elaboratom, s temi ugotovitvami, ki bi bile dosti relevantne, pa se lahko zahteva vse to, od financiranja do
do prikazovanja. Drugače bi pa rekel, verjetno ste opazili, da sem bil kar malo zadregi na odgovorih na ta vprašanja, ravno zato, ker sem rekel, to je obdobje, ki je popolnoma nereflektirano. In zdaj, jaz mislim, da tudi, če se bo enkrat naredila ena možnost za financiranje tovrstne produkcije, veste kaj, bo še zmeraj ostalo, da bojo tam neki ljudje, ki bojo izven tega okvira, to bo pa eksperimentalni film, ki bojo tisto srčno ustvarjanje, a veste, ki delaš iz nuje, da to narediš. Ema. Ja, čakaj, zdaj sem malo se zasamljala. Kaj te lepe obljube, kaj bo zdaj to, jaz vam povem, da ne bo nič, ne. Ker sem zmerni optimist, bom rekel, da še nekaj časa, ne, upam, da se bo to enkrat spremenilo. Veš, kaj pa mene zanima, apropo možnosti in produkciji. Filmski sklad, no, center zdaj, pardon, oni financirajo samo ta mainstream filme. Ufilmane zgodbe realnega življenja. Jaz nisem že dolg časa videla, jaz govorim za svoj okus, tako da jaz nič ne merim z nobenimi vatli. To vidimo vsak dan, razumeš, zakaj bi še šla v kino pa to gledala, razumeš, ne? In to je narobe, temu jaz rečem pornografija. Ker pornografija ni fuk, razumeš, pornografija je zavajanje ljudi in uspavanje ljudi, to je ta prava pornografija. Ja. Tako da to, in ker je denar, ki ga dobi SFC za produkcijo filmov, je javni denar in rečemo 20% ljudi pa je v tej naši državi, ki so pa naklonjeni izzivom in spremljanju drugačne vrste umetnosti, so bolj odprti. Ti so izločeni in z njimi vred tudi mi, ne? Pa jaz se sprašujem, ali je filmski sklad pravi naslovnik. Jaz pa mislim, da ni, tako kot sem prej malo nazaj. Jaz mislim, da je center. Center. Jaz mislim, da to se tle, seveda, da se ne da klasificirati, ampak vprašanje, kam in kako pokazati, ne? Kako te stvari pokazati? Zdaj, dobro se je pokazalo, dobro se je pokazalo, izvrstno se je izkazalo, da so prostori galerij in muzejev izvrstni prostori za kazanje te prakse in da se je tudi v tem zadnjem problem tehnologije. Ker ti hočeš pokazati te zadeve in nimaš v bistvu tehnologije. Dobro, ti si naredila ogromno v tej smeri, ampak ni tako... Ne, da ne bomo šli v neko... Ampak lahko sam še en stavek, ključen. Ali pa dva, da več ne bo. Poglej, tam piše v razpisih zanimivo za ljudi, razumljivo za ljudi. Pa art ni, da ga razumeš. Poglej, če ti nekaj razumeš, se poklopi s tem, kar ti imaš v glavo. To je racionalni način akceptiranja, ne? Art je luknja, je prazen, je brisan prostor, je vprašanje. Ne? In ta člen tam v točkovanju ima 10 točk ali 15 točk, dragi moji, ne. To je komercialni pogled na to. Pa naj ločijo filme, ki imajo namen biti komercialno uspešni, ker ne more biti v 2-milijonski Sloveniji komercialno uspešni film, a so nori. Ne znajo razštete od 1 do 2, razumeš, ne? Škaj, ima še dobro, da si dobila Prešernovo nagrado. Ja, se pravim, če so jo posneli, je bolj Marina, ne, mislim, moramo vprašati, zato da odpremo debato. Mislim, da se tle nekje se, tudi sem videla, nekje se je nekaj unelo, tako da me zanima, kaj se dogaja na drugi strani, ne? Tudi tebe najbolj, Matevž, ne? Marina. Ja, čisto kratko, mislim, da je ta, prvič je tudi Ministrstvo za kulturo in ta intermedijski blok ali balon, ki so ga odprli, je premalo v bistvu izkoriščen, ker tam bi bila možnost dejansko to, ker jaz recimo predavam več kot 20 let na Akademiji za likovno umetnost, sem v Avstriji in tam sem bila na vseh teh komisijah in tam imajo tudi sistematično, ne, nove generacije, sponzoriranje, to je tudi stvar vizije, ne, ministrstva, recimo, ali ki daje možnost, ki v bistvu tudi generacijsko pogleda
ki stvari na nek način prevetri, to vprašanja, ne, kaj je v bistvu interes, kaj se dogaja, tega pa ni. In hkrati v bistvu je tudi problem, ki je vedno povezan z pisanjem, ne. Ti imaš produkcijo, moraš pa v bistvu tudi razvijati diskurs o tej produkciji. Kino, ekran, to sta dve edini reviji, da ne govorim, da likovnih, teh vizualnih revij sploh ni. Ja. To v bistvu mislim, da res se poveže, pa tudi invencija. Ne? Zadnji film, ki smo ga naredili, sam to hočem povedati, ko je bil v času lockdowna, torej ko je bil COVID, ne, smo ga naredili 1 uro pa pol v bistvu prek Zooma. Ne? Ti lahko marsikaj tudi znajdeš in potem v bistvu v povezavi z idejo, kaj v bistvu hočeš in dobiš neke pozicije, ki jih drugače nikoli ne bi dobil. Ampak problem je potem, ko ti to narediš, vse se kaže na vseh mestih, nič se ne kaže po Sloveniji, ne? Ker znova ni sledenja, ni zapisov, torej zadeve, kar v bistvu grejo po nekem toku, ne? Tako da. Jasmina, tebi zaključna misel. Mislim, Slovenija ima ta konstantni problem monodiskurzov, ne, na vseh področjih. In pač čist mednarodno vidimo, da je to pač ugajanje publiki in te številke in kdo bo, koliko ljudi bo videlo, imajo in muzeji in drugi pač umetniški konteksti, tako da to je pač posod ista zgodba, ne. Zdaj je pa to, ne, da ta naš segment v bistvu dela na veliko manj denarja in dejansko, mislim, če bi delal price performance, smo mi fantastična investicija. Tako da v bistvu gre za res neke druge številke in zdaj to je res vprašanje, ne, zdaj kdo je ta pravi naslov? Publika. Kakšno vprašanje? Kakšen komentar? Dobar dan, jaz sem Slavko Hren. Sem hotel že ob nastanku filma je kaj avantgardnega in to, bom rekel, v narekovajih učitati oziroma samo pripomniti, da je vse skupaj že z tekstom Silvana Furlana malo osko in ljubljanocentrično. Čisto spuščeni deli, ki opredeljujejo dogajanje na drugačnem filmu, bom rekel, se je dogajalo prav tukaj, kjer smo. Davorin je najbrž en ostankov še scene, ki se je dogajala v 70-ih letih z Borisom Benčičem. Zanimivo, akademsko izobraženim človekom, ki je v Benetkah pri Vedovi dokončal likovno akademijo in je to sliko začel rezati in je iz nje izstopal in je delal filme in je eksperimentiral s tem filmom, s kopirnimi prvimi stroji in vse. Film ga čisto spusti, je prišel potem tudi do dela na skladu, celo na filmskem skladu in poskusi, tako da film prepušča tudi to, kar je Steinbacher in Marinšek sta to razvijala tukaj v zelo skromnih razmerah, zelo predano, ampak to je pozabljeno, bi človek rekel. Boris je nažalost umrl prezgodaj, ker bi gotovo še kaj zelo zanimivega naredil, tle na obali, kot pravim, Davorin je ostal in še zmeraj to počne na ta način. Mislim pa, da ste danes, vse, kar ste pripovedovali, je zanimivo, jaz sem to spremljal, živel in z Emo in z Naško Tomin, z Marino. Televizijo ste čisto, mislim, da preveč spustili, ker so bili vdori v eksperimente, ne samo ljudi, ki so se na tej sceni ukvarjali z drugačno govorico, z drugačno sliko, z načenjanjem podobe, ki so na televiziji delovali. Pa je to tabula rasa. Se je na akademiji zgodilo tu in tam, čeprav so bili naši profesorji
bom rekel, zdaj poenostavljam, konzervativni, moji so bili Štiglic, Klopčič, Babič, spravi resni gospodje, ampak tu in tam so se zgodili eksperimenti, ki so v njih vrgli iz tira in tudi študente nas. Se mi zdi, da je to nas. Zanimivo je bilo videti, da ni samo en narativni slovenski film, ampak da so tudi neke drugačnosti. To se mi zdi zelo pomembno, tudi zaradi tega, da teh stvari ne smemo poenostavljati, da je nekje en oho, potem je pa prišel punk, so se pa stvari razvile v to in potem je Ema k sreči prišla in je Ema to. To je malo preenostavno, ker ti filmi Benčiča, pa še nekaj njegovih avtorjev, sodelavcev v kinoklubu, so se vrteli v galerijah, na gimnazijah. Tu so bili, Andrej Medved je bil to, ki je to tudi miselno, filozofsko podpiral. So bili mnogi teoretiki, ki jih danes čisto zanemarjate, ki so mimo šli. Se mi zdi pomembno, da nismo tako ljubljanocentrični, zaradi tega, ker jaz, vsaj moj občutek je, ne vem, če ga boste podprli, se mi zdi, da je ta scena danes doma v Novi Gorici, da tam brbota se dogaja. Vsako leto v Portorožu vidim kup stvari, ki so jih tam se dotaknili in razvili in tako naprej, za razliko od Ljubljane ali pa Akademije moje bivše. Repliko, se pravi, bom čisto na kratko glede odločitve, kaj film vključuje. Že podnaslov filma je pravzaprav kratka in nepopolna zgodovina slovenskega eksperimentalnega filma in film se zaključi s stavkom, da se potovanje šele začenja. Torej, kar smo želeli s tem filmom narediti, je isto, kar je Silvan naredil, predvsem, da je dal statement, da ta scena obstaja, da je močna, relevantna in primerljiva z mednarodno sceno tistega časa. Obenem pa je ta film samo začetek enega raziskovanja, ker v kinoteki zdaj mesečno pridobivamo nove filme, skeniramo, restauriramo, recimo z nami je tudi gospod Janko Virant, ki bo predal recimo svoj analogni opus in bomo te filme skenirali in tako naprej. Pred kratkim smo najdli film Stanke Bergoč Kader, koperske avtorice, in se tudi dogovarjamo, da se z njo dobimo. Tako da tukaj se dogaja, ta film je bil nek vstopni korak, no, in dela je pa nenormalno dosti. Zdaj pa glede RTV komentarje pa pripuščam. Ja, mogoče bom jaz, hvala za ta komentar, mislim, da je super in strinjam se za Davorina. To, jaz ne vem, pač tak je zbor za to mizo, ne, če je tukaj med nami, škoda, da ni tukaj, ne. Ampak, kar se tiče televizije, mislim, da je televizija bila pomembna v 80-ih in posebej je bila pomembna zaradi Tršarja, ki v tistih časih je bil neverjetni vizionar, ampak ni pozabljen. Jaz sem napisala kar nekaj knjig v angleščini o videosceni, o sceni v Sloveniji in Tršar je vedno fungira kot centralna točka. In sicer zakaj je šlo? Televizija je v 80-ih, ki je v bistvu bilo tudi čas previranja do 90-ih, posebej v tistem obdobju, na nek način tudi bila prisiljena imeti svojo samostojno kulturno produkcijo, kar je v bistvu bilo samo zadeva povezana z ljudmi, konkretnimi. Torej, tisti, ki so bili na različnih pozicijah urednikovanja in Tršar, Toni Tršar, je bil dejansko, kar se tega tiče, ključna figura, ker je Toni Tršar zgodovinsko gledano veliko pisal, izhajajo iz teh tudi eksperimentalnega filma, ukvarjajo se s tem, podpiro in je odprl v povezavi z nekim festivalom, ki se je tudi zgodil v 80-ih o videoprodukciji. Če boste šli čez zgodovino, boste nekaj malega najdli in je omogočil produkcijo teh malih form, torej res eksperimentalnih form. Prvič, to je bila zahteva, ker je neka produkcija morala obstajati,
To je bila kvota socializma. Socializem je zahteval, da ima vsaka televizijska postaja, ker je lahko samo funkcionirala kulturno, ker je center bil v Srbiji, kar se tiče politike, zahtevala je neko produkcijo. In tedaj je to bilo v bistvu barter economy, torej ti si dobival tehnologijo in govorim o tehnologiji 2 dni snemanja in 2 dni montaže, o tem govorim. Ampak je bilo ključno zaradi tega, ker je televizija, kot je bilo primer v vseh drugih centrih ex-Jugoslavije, imela neverjetno oskrbo s tehnologijo. Tehnologija je prihajala. Spomnim se leta konec 80-ih je recimo na televizijo Slovenija prišel, ker televizija kot taka funkcionira prek videosignala. Video je v centru elektronske slike televizije. To je največji paradoks. Potem je pa izvzeti narejeni kot artistična forma. In konec 80-ih je recimo dobo aparature, kot so bili Blue Key, ki so bile revolucionarne, ki so dejansko odprle možnost ločevanja filma 8 in 16 mm od elektronske slike. In tedaj za INO smo naredili kar nekaj teh produkcij, ki so bile fantastične, zaradi tega, ker smo lahko to predstavljali od zunaj, smo hodili na vse festivale, ker festivalov je bilo pa na vsakem koraku, kar se tiče videa, po celi Evropi. Kot sem rekla, Oberhausen je leta 1994 prvič v bistvu pomešal te dve smeri skupaj in spomnim se, imeli smo projekcijo filma, ki se je imenoval Luna, na katerih je bilo 500 ljudi, publike. Ne vem, če si predstavljate imeti 500 ljudi publike za kratko formo video, ki je mogoče dolga okrog 15 minut. In tudi ogromno nagrad je bilo razdeljenih, sam da povem, to je res, torej hočem povedati, recimo klicali so nas, mora biti leta 87 in iz Argentine nas kličajo, ker smo za INO dobili vse prve nagrade